Danes v Pomurskem dnevniku. Za najboljši skok v vodo nagrajeni. Promocija zdravja na delovnem mestu. Začeli z obnovo Ptujskega mostu. Potekajo pogajanja za ceno pšenice. Vreme jutri bo sončno. Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Spremljate Pomurski dnevnik. Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota je minulo soboto pripravil tekmovanje v skoku v vodo. Tekmovalci so se pomerili v 3 kategorijah, predtem sta napotke delili inštruktorici skoka v vodo iz Hrvaške. Na letnem kopališču Murska Sobota so v soboto prvič pripravili prvi pokal Murske Sobote v skokih v vodo. V dopoldanskem delu dneva so imeli mladi možnost spoznati tehnike skokov v vodo s trenerkama iz Zagreba. Svi vole skakati. Moje iskustvo da svi vole skakati, i mladi, i djeca, i odrasli. Samo im treba malo da ih naučimo kako to treba izgledati, čisto da se zaštite, da znaju dobro skočiti na glavu, dobro skočiti na noge i da to nekako onako lijepo izgleda. Pri dobrem skoku je potrebno vsaj malo truda. Bitno je kako su ruke postavljene, kako su noge postavljene, položaj skoka, glava u skoku. Najčešće ljudi imaju problem sa ulascima na glavu. Mala djeca se boje ulaziti na glavu i onda smo im pokazali kako se drže ruke ispravno i kako se brani glava kad se ulazi u vodu i kako se lijepo uđe, a da u stvari ništa ne prska iza njih. I stvar je samo da se dobro postavi u određenu poziciju i onda to vrlo brzo ide i mali i odrasli su to vrlo brzo pokupili. Za hladen in prijeten skok v vodo se je tokrat odločilo 13 mladih radovednežev, ki so se pomerili v 3 kategorijah. V tehnično najboljši, v najbolj atraktivni in smešni kategoriji. Obiskovalci so bili seveda najbolj navdušeni nad smešnimi pluski v vodo. Prvo mesto v tej kategoriji je osvojil Mighty Bout, drugo Lim Gerič in tretjo Mitja Piškur. Ponovno sta v kategoriji najbolj atraktivno skočila Mighty Bout in Lim Gerič, tretji je bil Adam Zakomac. V kategoriji tehnično najboljši skok je tretje mesto osvojil Blaž Küplen, drugo mesto v tej kategoriji je osvojila Ula Trajbarič. V kategoriji tehnično najboljši pa je najboljši skok v vodo pokazala Dunja Ana Kolombo, dekle, ki obiskuje 4. razred osnovne šole. Ker se tu zabavamo in se rada kopam, kot tudi skačem skakalnica. In danes si zmagala v kateri kategoriji? Tehnični skoki. In kakšen je bil tvoj dovršeni tehnični skok? Skakala sem stegnjenega in raznožno prednožno. In kak ti je to tekmovanje danes? Boš tudi drugo leto sodelovala? Bilo mi je zelo lepo in mislim, da bom drugo leto tudi udeležila. Mladi tekmovalci so za svoje dosežke prejeli medalje in pokale. Skoke pa je ocenjevala 3-članska komisija, ki je bila zadovoljna s pokazanim. Zelo sem zadovoljen, ker v resnici so mlajši bili skoraj bolj pogumni kot starejši. Ja. Takšno tekmovanje mislite, da je plus za takšno kopališče tukaj malo v Murski Soboti? Ja, vsekakor, ker dejansko že ta odziv je pokazal, kaj je to. No? Sicer pa so brezplačne inštrukcije in vadbe potekale pod budnim očesom trenerke državnih prvakov Hrvaške v skokih v vodo in članice strokovne komisije Hrvaške zveze za skoke v vodo, večkratne državne prvakinje Marijane Šuvar. Djeca su odlična. Meni je stvarno žao što mi nemamo ovdje klub za skokove u vodu, ali su djeca odlična, hrabra, slušaju, tako da živa šteta da nemate klub. Organizatori si želijo izkoristiti skakalnico v Mursko-Soboškem kopališču na prostem za tekmovanja tudi drugo leto. Kot nam sporoča Ministrstvo za zdravje, je zdravje na delovnem mestu podlaga za dobro in uspešno življenje ter delo, tako za posameznika kot za organizacijo. Skrb za ohranjanje in izboljšanje zdravja zaposlenih je smotrna, saj so zdravi in zadovoljni delavci, ki delajo v varnem in spodbudnem delovnem okolju, produktivnejši in ustvarjalnejši. Redkeje zbolijo in redkeje odhajajo v bolniški staž. Kaj vse bi lahko promocija zdravja na delovnem mestu zajela, nam bo pojasnil Miran Vrbanič iz pravne pisarne Pogodba 24. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Je promocija zdravja na delovnem mestu obvezna? Je. Delodajalec mora zagotoviti in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu. Zdaj tukaj so mišljeni sistematične ciljne aktivnosti in ukrepi, ki delodajalec izvaja v namen ohranitve in krepitve
telesnega in duševnega zdravja zaposlenih, glede na tveganja, ki so prepoznana iz delovnega mesta. Kateri organ ima nadzor nad izvajanjem promocije? Nadzor večinoma izvaja inšpekcija dela. Za globo od 2.000 do 40.000 evrov se za prekršek kaznuje delodajalec, ki v izjavi o varnosti za oceno tveganja ne načrtuje in ne določi promocije zdravja na delovnem mestu, zanjo ne zagotovi ustreznih sredstev in seveda tudi ne spremlja njenega izvajanja. Je pa zdaj z zagotavljanjem promocije zdravja na delovnem mestu potrebno razlikovati delovnopravni in davčni vidik, zato je tukaj tudi prisoten nadzor finančne uprave. In kakšen je ta nadzor oziroma kakšen nadzor opravlja finančna uprava? Recimo, če delodajalec v praksi plačuje svojim zaposlenim določene vrste telovadbe brez podlage v ustreznem internem aktu oziroma v izjavi o varnosti za oceno tveganja, potem ti stroški telovadbe niso izvzeti iz bonitet zaposlenih, kar pa seveda zvišuje davčno osnovo zaposlenih glede dohodnine. Da lahko delodajalec umesti te stroške kot stroške podjetja in ne kot boniteta zaposlenih, mora seveda sprejeti ustrezne interne akte in potem tudi slediti načrtovanim aktivnostim in ukrepom, ki so bili prepoznani kot pozitiven vpliv na zdravje zaposlenih glede na vrsto dela, ki ga opravljajo. Hvala za pojasnilo in hvala za obisk. Hvala vam. 1. julijski ponedeljek in na cestah, ki so polne turistov in dopustnikov, pospešeno tudi gradbeni delavci. Ta dan so si izbrali za zaprtje najbolj prometnega križišča v Mariboru in še bolj obremenjenega mostu na Ptuju, čez katerega se dnevno pelje več kot 15.000 vozil. Čeprav so na terenu pristojne službe, je prometni kaos neizogiben, najhuje bo v prometnih konicah in ob koncih tedna, ko Ptuj prečka tudi truma turistov, ki si želi obiti preobremenjeni mejni prehod Gruškovje. Že v dopoldanskem času so v središču Ptuja spreminjali prometni režim pred starim mostom. Po 14. uri so zaposleni podjetja Pomgrad most zaprli, kar je zmedlo udeležence v prometu. Se navadiš, prometne znake treba upoštevati, pa ne bo gužve. Gneča je bila predvsem na Puhovem mostu, kamor so preusmerili ves promet. Ves ta kaos pa samo zato, da bi izpeljali popolno rekonstrukcijo mostu. Cestišče se bo popolnoma odstranilo, rekonstruirali se bo tudi delno stebri, tako da gre za res veliko zadevo in se ne da rok skrajšati. V tem času pristojni svetujejo. Praktične potki so naslednje. Upoštevati je treba vsa navodila, se pravi obvestilne table. Jaz verjamem, da je možno razporediti promet tudi časovno, se pravi tisti, ki lahko malo kasneje vstanejo ali pa malo prej vstanejo, da vstanejo in grejo na cesto ali prej ali kasneje. Jaz ne pričakujem velikih zastojev sedaj v tem času, veliki zastoji pa bodo nastali tam okoli 1. septembra, ko se začne novo šolsko leto. Obnovo, ki jo izvaja pomurski gradbinec Pomgrad, bodo zaključili šele čez leto in pol, bo pa direkcija za ceste v most vložila skoraj 5 milijonov evrov. Medtem, ko so tedni napolne na njivah kombajni in kmetje že vozijo pridelek na odvzem, potekajo pogajanja o odkupni ceni letošnjega pridelka pšenice. Po sestanku predstavnikov žitne verige prejšnjo sredo pri kmetijskem ministru Dejanu Židanu so v ponedeljek potekala konkretna pogajanja med predstavniki kmetov in njihovih pooblaščenih organizacij s predstavniki mlinsko-predelovalne industrije v soboškem Mlinopeku. Za razliko od lanskega leta, ko so pogajanja takoj na začetku propadla in so mlinarji določili svoje odkupne cene, se letos pogajalska zgodba odvija nekoliko drugače. Na pogajanjih je vsaka stran predstavila svoja pogajalska izhodišča, okrog katerih so se usklajevali. Predstavniki kmetov so predlagali odkup 4 oziroma 5 kakovostnih razredov pšenice. Kriterij za določitev kakovostnega razreda je vsebnost beljakovin v pšenici. Tako so predlagali za krvno pšenico kakovostni razred C odkupno ceno 135 evrov za tono in 160 za najvišji kakovostni razred A. Pri postavljenih izhodiščih še niso našli skupnega jezika, ampak so sklenili, da bodo zaključna pogajanja opravili v sredo. Na pogajanjih želijo predvsem uskladiti kriterija za določanje kakovosti in kakovostne razrede. Kmetje so pri določitvi letošnje odkupne cene izhajali iz povprečnih cen na evropskih borzah. Te v zadnjem mesecu beležijo povprečno 1,5% tedensko rast in se trenutno gibljajo okrog 166 evrov za tono krušne pšenice razred B1. V sredo bodo že znane analize trga s pšenico v preteklem tednu in na podlagi te naj bi potem določili končno odkupno ceno.
Vsak prvi torek v mesecu gostimo enega izmed 7 pomurskih poslancev. Tokrat je bila naša gostja Marija Bačič iz vrst socialnih demokratov. Med drugim se je dotaknila trenutno najbolj vroče teme arbitraže ter ostalih aktualnih tematik. Invalidska kartica ugodnosti je komercialna kartica, kar pomeni, da lahko invalid v vseh državah Evropske unije koristi ugodnosti. Zdaj, gledajte, to so prevozi, to so kulturne prireditve, to so razne, ne vem, kamorkoli prosti čas, tudi recimo plavanje, tudi ne vem kaj, lahko koristi. To bodo torej organizacije ponujale. To bo ena posebna spletna stran, ki lahko najdejo, kaj lahko oni za to dobijo. Kaj več je povedala poslanka Bačičeva pa v današnji oddaji iz našega studija. Na spletnem portalu Svoboda Info se sprašujejo, ali bodo čez pomemben mejni prehod kmalu smeli le slovenski in hrvaški tovornjakarji. Preverite odgovore na www.svobodainfo.com. Mi pa si medtem oglejmo še kratke novice. Vremenoslovci nam ponovno napovedujejo visoke temperature. Preverimo, kaj nas čaka v prihodnjih dneh. Danes je bil lep sončen dan. Opoldne smo namerili v krajinskem parku Goričko in Lendavi 24 stopinj, v Radencih in Murski Soboti 25 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, popoldne bodo nastale posamezne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 15, v Murski Soboti 12, v Mariboru 14 stopinj. Najvišje dnevne bodo od 26 do 31 stopinj Celzija, v naših koncih okoli 31 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in vse bolj vroče. Popoldne se bodo pojavljale posamezne nevihte. Temperature se bodo dvignile do 33 stopinj. V soboto naj bi bilo pretežno jasno, a tudi na kakšno ploho se moramo pripraviti. Temperature bodo okoli 31 stopinj. Toliko za danes, bodite v naši družbi tudi jutri. Med drugim vas bomo namreč povabili na Soboško poletje. Lep preostanek dneva vam želimo, se vidimo.